če bomo glasovali proti arbitražnemu sporazumu. Lepo vas prosim. Slovenija je danes demokratična država Evropske unije, ki je članica NATO. In vse to so ene velike pravljice. Pravljice za lahko noč. To lahko govorimo o otrokom pred spanjem. Torej, brez strahu. Brez strahu, da bi bilo karkoli narobe. Da bi se karkoli zgodilo. Je treba iti na ta referendum in reči, ne damo svojega, pika, ne damo in konec. Potem pa naj pride nešče sem, pa naj naredi, kaj če si upa. Če smo narod, če smo samostojni in suveren narod, se lahko borimo za svojo zemljo in svoje morje. Pa ne za orožje. Da se razumemo. Ampak to, kar demokratični svet ali pa demokratična Evropa razume. In Evropa razume opredelitev naroda. Razume referendum. Razume plebiscit. To se ni razumelo v eni drugi državi. Volja naroda se ni razumela v eni drugi državi, kjer smo tudi bili. Zdaj pa, hvala Bogu, nismo več nam. Tako da, vse, kar želim, in resnično prosim, da v tem tednu, ki je pred nami, nagovorite čim več ljudi. Naših članov po občinskih odborih in tudi sicer. Ne članov. Povejte tudi to, da vse, kar piše, ni resnica. In da vse, kar vidijo, ni resnica. Naj poskušajo razmišljati za svojo glavo. Tudi vse, kar pove predsednik vlade, ni nujno, da je resnica. Resnico bomo videli, ko bo arbitražna sodba sprejeta, takrat bo prepozno. Takrat bo prepozno. Ni vračanje nazaj. To je enosmerna cesta. Brez krožišča na koncu, da bi se lahko obrnili pa peljali nazaj. Tokrat se bomo odločili in ko se bomo odločili, bo konec. Jaz menim, da je vendarle bolje. In to predvsem za slovenski narod. Da rečemo ne temu arbitražnemu sporazumu in da si kupimo čas. Zato, v prvi vrsti zato, da politika najde neki skupen konsens. Da se bomo dogovorili, kako bomo to zadevo reševali. In to bo dobro za prihodnost. Za leta in leta vnaprej. A si vi predstavljate, da arbitražni sporazum podpremo, arbitri bojo svoje naredili, tu nam bojo narisali neki koridor, evo Slovenčeki tam imate, zdaj vas je tako samo 2 milijona, kaj pa turite. Kaj bo potem, ko bo sodba takšna, kot jo ne pričakujemo? Oziroma bo takšna, kot si jo mi ne predstavljamo. Desetletja in stoletja bo ta narod razkladan. In bomo kazali en na drugega, kako smo zapravili svojo morje. Ali pa ozemlje, če hočete. Desetletja ali stoletja. Zato še enkrat poziv. Vzamite ga skrajno resno in prosim vas. Nagovorite ljudi, idimo na ta referendum in glasujemo proti, naj bo to sklik svojega ne damo. Hvala lepa.